mogoče glede na to danes. Mogoče je bilo dobro malo svežega vetra sveti. Glede interpelacija, če pogledamo nazaj postopek vrnitve bolj lastnikov lani in posledično nedavni tragični dogodek sta razkrila po našem mnenju celo vrsto povezav, o katerih je potrebno spregovoriti. V Slovenski ljudski stranki želimo razjasniti, ali v Sloveniji imamo pravno državo za vse ali pa le za nekatere. Meni se ob takih vprašanjih poraja vprašanje, kakšna družba sploh smo še. Se bomo počasi začeli deliti na kaste, ali bomo končno živeli v tistem duhu, za katerega smo se tudi odločili, ko smo se odločili za samostojno državo. Potem, ali je ministrica, ko je bila obveščena o konkretni zadevi, najprej v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili naredila vse za korektnost postopkov in razjasnitev vseh okoliščin, ali pa je najprej obvestila o tem svojega partnerja. Vprašanje je, zakaj? Ali sta mogoče osebni interes in prijateljstvo pomembnejša od zakonitosti in korektnosti postopka? V postopku vrnitve bulmastifov je zmagal zasebni interes lastnika, ni pa bil zaščiten javni interes. Ključno vprašanje je, ali bi pravna država zaščitila tudi posameznika, ki bi bil povprečen državljan in čigar psi bi nekoč nekoga napadli, pa če tudi bi šlo za mešančke. Verjetno ne in v tem je težava. Ali smo pred zakonom vsi enaki? Očitno ne. Kako naj vlada rešuje resne gospodarske probleme, če ne ščiti niti enakosti pred zakonom? To je vendar temelj vsega, tudi iskanja izhoda iz gospodarske krize. Vse okoliščine kažejo na to, da je velik del vpletenih spregledal pomembna dejstva in s tem omogočil vrnitev psov lastnikom. Vse povezave so preveč zgovorne, da bi lahko govorili o naključjih. Kažejo na tesno navezo skupine ljudi, v katero sodi tudi ministrica, in katerih usklajeno delovanje je pripeljalo do vrnitve psov lastniku in posledično do tragičnega dogodka, ki si ga v Slovenski ljudski stranki nismo želeli, ga obžalujemo in smo želeli takšen primer preprečiti. Iz dneva v dan se v primeru vrnitve nevarnih psov razkrivajo vedno nove in nove povezave, prijateljstva, poznanstva, ki se prej ko slej hitro zaključijo oziroma navežejo na same politične vrhove. Podobno je tudi s to interpelacijo o zaščiti oziroma očitki zoper ministrico glede najema novega objekta. Kakorkoli obračamo in gledamo, vedno bolj se dozdeva, da odločitev ministrice ne temelji na strokovni, ekonomski in gospodarski presoji. Če je bilo v primeru gradnje ministrstva za notranje zadeve karkoli narobe, naj se to razišče, odgovorni pa naj za to odgovarjajo. Do tega v Slovenski ljudski stranki nimamo nobenih zadržkov, vendar pa ob dejstvu, da je nek namenski objekt v lasti državne družbe zgrajen in to izključno na podlagi zahtev ministrstva za notranje zadeve in potem na podlagi tega najemati drug objekt pod bistveno slabšimi pogoji, ni in ne more biti racionalen. Kako naj si razlagamo drugače, kot da so v ozadju neki drugi interesi? In seveda zopet v breme davkoplačevalskega denarja ter v korist kroga klientelistično povezanih oseb. Obe aktualni interpelaciji sta po našem mnenju nujni v boju za pravno in pa pravično državo. Hvala lepa.